Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Danes je 29. november, dan Republike. Razglašam državni praznik. Me ne zanima, država smo mi vsi. Vsi uslužbenci v vladnih službah domov, vsi duhovniki v nedeljo darujete mašo. Predsednik vlade Janez Janša je prvič sprejel novoizvoljenega predsednika države Danila Türka. Po pogovoru na štiri oči je sledila izjava za javnost. Premier je, kot kaže, vsaj za zdaj, s predsednikom republike še kar zadovoljen. Dela je ogromno. Vlada se veseli sodelovanja z aktivnim predsednikom. Po tem pogovoru sem dobil čist, da bo sodelovanje korektno. Današnji sestanek je bil zelo konkreten. Govorila sva o tehničnih oblikah organizacije naših kontaktov v prihodnje, o rednih in tekočih svetovanjih. Potem so prišla na vrsto novinarska vprašanja, ki jih je predsednik vlade omejil, potem pa na nje tako ali tako ni želel odgovarjati. Dve kratki vprašanji. Gospod premier, Denis Arkič, veste? Aktualna zadeva za gospoda Šrotom me zanima in sicer kako odgovarjate na vprašanje. Potem pa mogoče za gospoda Türka. Od Vardara pa do Triglava, od Žerdapa pa do Jadrana. Nekoč. Še enkrat vse najboljše za dan Republike. Ne pozabimo, naša republika je najboljša in sploh, še posebej odkar smo se znebili Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Črne Gore, Kosovo je pa itak naše. Preplačano. Vlada se je lotila boja s tajkuni, pripravila je dopolnitve zakonov o bančništvu in prevzemih, s katerimi naj bi preprečila najemanje posojil, ki so zavarovana z delnicami družbe, ki jih kreditojemalci nameravajo kupiti s posojilom. Vodja poslanske skupine SD je še povedal, da načeloma takšen pristop pozdravljajo. Zelo radi bi gledali dobronamerno, vendar in dobronamerno gledanje pomeni, da bo vlada prišla z ustrezno zakonodajno ureditvijo, ki bo to otežila ali onemogočila. Kakšen bo odziv SD na konkretno zakonodajno iniciativo, bomo še videli. Je pa Potrč pojasnil, kako so sprejeli pismo predsednika uprave pivovarne Laško Boška Šrota Borutu Pahorju, v katerem je, spomnimo, Šrot vsem tako rekoč jebal mater in v katerem je zaradi pasivnosti prvaka SD napovedal svoj izstop iz stranke. Zaenkrat je pa naše skupno mnenje, da temeljnih metod, ki se pa kažejo preko celote delovanja stranke, poslanske skupine, stranke na terenu in tudi priprav teh programov, da zaenkrat tega ne bomo spremenili. Nobenega pretresa pa zaenkrat nisem čutil. Državni zbor je zaključil obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2008. Proračunska poraba se bo prihodnje leto povečala na 8,86 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj pa se bo zmanjšal na 125,4 milijona evrov oziroma 0,3% bruto domačega proizvoda. Opozicija proračunu očita, da je naravnan predvolilno. Poslanca SDS Franc Jazbec in Franc Pukšič pa sta to odločno zanikala. Pukšič je ob tem povedal tudi, kakšne so poslanske prioritete. Veste, kot vedno, jaz sem že zraven 12. pri sprejemanju državnega proračuna, je bilo in žal še bo nekaj časa glavna zadeva, ali je od tega ali onega poslanca njegova cesta noter. To je seveda za poslance pravzaprav najpomembnejše dejanje ob sprejemanju proračuna. Vlada je razpravljala o sporazumu med Slovenijo in Svetim sedežem o verski duhovni oskrbi v obrambnih silah, policiji in zaporih in predlog sporazuma umaknila zaradi neusklajenosti med resorji. V SD pa so prepričani, da je vlada to storila zaradi pritiska medijev.
Poslanka SD Darja Lavtižar Bebler misli, da ve, zakaj je bil osnutek sporazuma pripravljen prav zdaj. Ker so spustili gasilce. Pičke. Očitno je, da je hotel predsednik vlade, gospod Janša, ob obisku pri papežu mu tja kaj prinesti ustrezno darilo. To darilo pa bi bilo seveda obljuba, da bo vlada oziroma Republika Slovenija sklenila poseben sporazum in s pomočjo katerega se bo ustanovil poseben ordinariat v Sloveniji, na čelu katerega bo pač škof, ki pa ga bo seveda tako tudi po tistem sporazumu vatikanskem docela neodvisno in samostojno postavil oziroma imenoval Sveti sedež. Pojasnila pa je tudi, zakaj se ji zdi ravnanje vlade neprimerno. Če bo predsednik vlade, gospod Janša, jutri v Vatikanu papežu obljubil tak sporazum, pomeni, da bo potem tudi državni zbor težje odločal samostojno in suvereno, tako kot mu sicer pritiče. Ker gre tudi za kredibilnost navsezadnje navzven do drugih držav in do drugih partnerjev in zato se nam zdi nedopustno, da o tako pomembnem sporazumu doslej odbor za zunanjo politiko ni bil obveščen in torej doslej ni prejel nikakršne pobude tovrstne, ki pa jo seveda mora po zakonu. Družba Interexport je včeraj v sodelovanju s Philipsom predstavila sistem za prepoznavanje slovenskega govora v radiologiji Speech Magic. Slovenščina je tako 25. jezik, ki ga računalnik prepozna. Te malo pokaž naš Philips televizor. Slika je toliko ostra, da sem se danes zjutraj urezal. Zdaj snema, ja. Med potekom treninga boste narekovali besedila vejica, ki se bodo pokazali. Zakaj? Ker malo časa rab, ne, da se tako ne pa, kako ste pripravljeni. Med potekom treninga boste narekovali besedila vejica, ki se vam bodo pokazala na ekranu. Pika. Skozi ta postopek bo program lahko ustvaril osnovo vaše glasovne reference in vas prepoznal kot govorca. V hrbtenjači ne vidim patoloških sprememb. Pika. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. 2. decembra Roll Bar praznuje 10. obletnico. Ob tej priložnosti jih bo obiskal mega hip-hop superstar 50 Cent. Na zabavo naj bi se pripeljal okoli polnoči in se tam zadržal vsaj 2 uri. Če mene vprašate, najbrž ga bojo dali v kakšen VIP lounge in potem bo zbiral pičke, ki bojo hodile not. Ti. In tako 2 uri. Kako samo fauš. Svoj prihod v Ljubljano je 50 Cent napovedal takole. What's up, Slovenia? This is 50 Cent coming straight to Ljubljana. I see you on the 2nd of December in the Roller Bar. Do not miss it. You hear me? It's going down. Či-či-či-či-či-či, man! Kako se jim reče? Puš lušte. Puš lušte. Odko so doma? Vič. Ljubljančani, deno nekaj. Ja. Kaj pa špilajo? A kapela. A deno mer. Ja. Koliko jih pa bo? 8. To zna biti pa lušte, ne? Ja. Pridem. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, nocoj 29. novembra na Dan Republike ob 8. uri zvečer v ljubljanskem studiu, kjerem studiu? 141. V ljubljanskem studiu 141 v prostorih Vesti na Poljanski 6 v oddaji Švic mikrofona nastopa ljubljanska a cappella skupina Puš lušte. Še vreme? V Ljubljani je po noči zapadlo 80 cm snega, ki pa so ga še pred jutranjo prometno konico delavci komunale počistili. Potem sem se pa zbudil. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na Vesti.